pozdravljeni, 11. dan 21-dnevnega spomladanskega posta. Dva izziva danes. Kako očistiti duha, kako sprostiti Seveda si ne moremo razumno ukazati, da nehamo misliti na 1000 stvari. Kako ga torej sprazniti? V temi obvladovanje stresa s komunikacijo s svojim slušateljem ponavadi ponudim 3 rešitve. Pa gremo po vrsti. Prva je, na primer, ta, da si predstavljamo na steni veliko črko O, črne barve, stena je bela, zapremo oči, umirimo dihanje in si počasi predstavljamo, kako ta črka bledi na sivo, svetlo sivo in kako se na koncu s to belino zlije. Skratka, osredotočimo na neko točko in počasi izvzamemo iz naših misli vse ostalo, kar nas obremenjuje. Druga zgodba je povezana s tem, da ljudem rečem, da si jih tudi doma zaslužijo v polni sestavi, kar pomeni, ko gredo iz službe, naj si najdejo neko drevo in na vejo obesijo vse tiste skrbi in nejevoljo, ki se je v njih porodila znotraj posameznega delovnika, stvari predihajo in šele potem odprejo avto, se usedejo in odpeljejo proti domu. No, ob tem napotku se včasih nasmejimo, skratka, če ob kakšnem delovnem mestu ni veliko dreves, se dogovorimo, da bodo izbrali drevesa na širši trasi na poti, da se potem seveda kakšno drevo pred kakšno tovarno ali poslovnim prostorom ne posuši od silnih skrbi in slabe energije, ki bi ga nanj obesili vsi zaposleni. No, tretji primer, ki pa sem ga tudi danes uporabila sama in je zelo enostaven, prav nič vas ne udari po žepu, pa je, da si izberete neko reko v bližini. Meni je trenutno pač na dosegu Savinja, včasih mi je bila Sava, pa Donava, pa Vardar. Se usedete in najdete neko točko na gladini, to je lahko kakšen list, ki ga reka počasi odnaša, lahko je kakšna veja. In zdaj pridemo do 2 vzporednih akcij. Najprej osredotočenje in potem hkrati je to tudi čiščenje uma, zakaj gre. Najprej se osredotočimo, da s pogledom čim dlje, kot je možno, spremljamo to izbrano točko. Mene je danes pač izbrala manjša plavajoča veja na gladini in jo spremljaš z očmi čim dlje, kot moraš. In se dejansko osredotočiš na to eno točko in spet se izprazni vse ostale navlake, vseh ostalih skrbi in razmišljanj, ki nas obremenjujejo. Skratka, 3 zelo preproste metode, ki vam bodo lahko v pomoč. Namreč med samo fazo razstrupljanja, kot je na primer post, postanemo za določene stvari še bolj čuječni, včasih kakšne skrbi postanejo še večje in se pač moramo znati v nekem smislu uravnovesiti ali prečistiti. In za začetek je treba pač znati stvari sprejeti, jih obdelati in potem jih lahko šele odplaviš. To je tako kot pri tisti čustveni lestvici, ko enostavno ni dovolj, da si rečemo, ne bom jezen, ne bom zaskrbljen, ampak moraš to jezo in skrb najprej širokih rok sprejeti, jo obdelati, se vprašati, mogoče z meditacijo v obliki rekapitulacije, zakaj te je to čustvo obdalo, predihaš in šele potem lahko stvar odplaviš in greš na višji čustveni vibraciji naprej do konca dneva. Med postom so lahko kakšni zastoji, tudi pri meni, na primer se ustavi teža na nekem mejniku, pa ne gre naprej ali nazaj, nekako stoji. S tem, da jaz sem že uvodoma povedala, da tokratna moja ključna namera pri spomladanskem postu ni ravno v izgubi teže, ampak v nekem drugem iskanju kreativnega ravnovesja in sledenju neke poti, ki sem si jo začrtala pač že oktobra lani z prvim pristopom Razstrupi se, prisluhni si. Morda še
en razmislek v času posta, kaj dejansko v kvalitetnem smislu pomeni vzeti si 5 ali 10 minut zase. Tudi tukaj naj vse skupaj pospremim z izkušnjo v vlogi predavateljice različnim slušateljem o komuniciranju in odnosih. Namreč, ko jih povprašam, kako si povrnejo energijo, kako poskrbijo za neko energetsko uravnavanje v telesu in duhu, mi, predvsem moški spol, seveda našteva različne športne dosežke oziroma prijeme. Nekateri gredo na kakšno borilno veščino, drugi tečejo, tretji se dobijo na košarki s prijatelji, četrti si pač privoščijo nogomet. Skratka, vse je to neka fizična aktivnost, ko se navzven zelo spotimo, ki nam seveda prija, vsi se po športu boljše počutimo, tudi premikamo nekako svoje meje. Ženske so ponavadi pri kakšnem pospravljanju, klepetu s prijateljico, kakšni dobri kopeli ob svečki in dišavah, knjiga. Dejansko pa skoraj nikoli ne slišim odgovora, ki bi bil povezan s tem, da si enostavno dovolimo biti sami s sabo. Torej, kot da bi morali vedno nekaj početi in če ničesar ne počnemo, imamo slab občutek, smo neproduktivni, nismo storilnostno naravnani, nekje v podzavesti pridejo tisti vzorci, da pač smo leni, da se nam pač nekaj ne da. No, in post je mogoče tudi priložnost za razmislek, da ni čisto nič narobe, 5, 10 ali tudi 15 minut ali dvakrat po 15 zjutraj in zvečer nameniti samo temu, da preprosto smo sami seboj, nič ne počnemo, razen morda, da se usmerimo na pravilno dihanje in si privoščimo ali vodeno meditacijo ali ob glasbi meditiramo sami. Tukaj, predvsem med postom, zelo pomaga oblika rekapitulacije, kar pomeni, da znotraj dneva se nam energija v nekem smislu morda nekje preveč nakopiči na čustveni lestvici na dnu, strah, skrb, ali da čutimo, da smo del svoje energije nekomu dali ali nam je bila odvzeta. Skratka, s to rekapitulacijo nekako predihamo dogodke, ki so nas tekom dneva omajali, spravili iz ravnotežja, ravnovesja, pustili nek grenak priokus in z dihanjem, nekje predihavanjem vrnemo, osvežimo dogodek in vrnemo energijo tistemu, ki smo mu jo mi vzeli oziroma si jo vzamemo od tistega, ki nam jo je vzel. In nekako vzpostavimo to energetsko ravnovesje. No, in kot vidite, so to zgodbe, kjer resnično moramo si dovoliti biti sami seboj. Je pa v življenju tako in post vam pomaga, da začnete kopati predvsem po lastni greznici, da je seveda lažje za trenutke neravnovesja znotraj dneva ali življenja, krivce iskati v zunanjih nihalih, v zunanjem svetu, kot pa se za trenutek umiriti in se soočiti s sabo in poglobiti vase. Torej nekje na polovici posta, dejansko, če si vsak dan pišete dnevnik, kar vam priporočam, ampak ne tistega na računalnik, da imate delayed non-stop tipko pri sebi, ampak morda s pisalom, na papir, to, kar vsaj moja generacija, ki je še koliko toliko pismena, kot tudi kdaj kakšno knjigo prebere, verjetno obvlada. Enostavno boste ugotovili potem nekje po 21 dneh, ko boste te dnevnike, dnevne zapise brali za seboj, da ste nekje v razmerju 30-70. Torej, v 30% obdobju posta se boste ukvarjali, kaj ste užili, kako ste se počutili, koliko ste prehodili, kaj ste še vse ostalega počeli. Medtem ko, če boste delali na sebi in tudi na razstropitvi duha, ne samo razstropitvi telesa, boste ugotovili, da približno 70% teh vaših dnevniških zapisov je pa vendarle namenjenih temu, bom rekla, notranjemu očiščenju, notranji rasti in zavedanju, da smo tukaj in zdaj in da
je najpomembneje najprej biti, da bi potem lahko govorili tudi o imeti. Želim vam lep dan, do snidenja jutri, 12. dne posta, 21-dnevnega spomladanskega aprilskega posta. Če še niste, vas vabim, da se prijavite na portal Restrupi se in prisluhni si. In še, z jutrišnjim dnem odpiram tudi prijave za individualni komunikacijski trening v mesecu maju. Trajal bo 21 dni, za vsakega posamično, 60 minut na dan. Torej že to pove, da če se moraš vsak dan 60 minut udeležiti preko Zooma na daljavo nekega komunikacijskega treninga, ki bo namenjen nameri in temu, kar bomo dorekli prvo skupno uro, da je to neka priprava za vse nadaljne korake, ki se jih boste morda lotili pri čiščenju kakšnih svojih vzorcev, bodisi da se ti dotikajo vašega telesa, vaše zunanje podobe ali odnosov ali komunikacije. V nadaljevanju pod videom imate moj kontakt, na voljo sem vam za osebna pojasnila za več informacij, glede določitve termina, glede dogovora vsebine in glede vašega vložka pri vsem skupaj. Srečno!